Torej, lepo pozdravljeni vsi goste in seveda tudi vsi gledalci, ki nas spremljate prek spleta. Naj povem, da 6. junij, to je danes, ni samo dan D, ta znani dan D izpred 70 let, ampak je od danes naprej tudi dan DDD. O teh 3 dejih gre pa za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. O tem bomo govorili na tokratni okrogli mizi. Naj za začetek predstavim prvo govornico, to pa je gospa magistrica Vida Kožar, ki ji dajem tudi za začetek besedo. Ona je direktorica podjetniško-trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, v sklopu katere deluje sekcija izvajalcev DDD ukrepov. Gospa Kožar, izvolite. Lep pozdrav sem skupaj na ta pomemben dan za našo sekcijo DDD, kot je gospa Petrovčičeva omenila, ki deluje v okviru podjetniško-trgovske zbornice že 15 let. Moram povedati, da podjetniško-trgovska zbornica je v zadnjem času, zadnjih 7 let se preimenovala za prihoda trgovcev, sicer je bilo to prej Združenje drobnega gospodarstva. Imamo preko 1400 aktivnih članov iz vse Slovenije, okrog 60% trgovcev, vendar so tudi te sekcije, ki jih imamo 12 v okviru naše zbornice, našle svoje mesto, svoj glas. Imamo tradicijo, kot sem rekla, od leta 1979. Naš jabolček prikazuje prerez storitev. Kot vidimo, imamo razne svetovanja, pravna, davčna, trgovinska svetovanja, predvsem pa je tukaj za to sekcijo zelo pomembno zastopanje interesov v okviru naše zbornice. Kot vemo, če se predstavniki sekcij udeležijo sestankov na ministrstvih, pridejo do nekih terminov, sicer je ta njihov glas veliko težje so slišani, kot če so zastopani v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Sicer smo člani 7 mednarodnih združenj, krovnega Evropsko združenje malih podjetij, ker sem sama tudi podpredsednica tega združenja, in pa še ostalih, med njimi je tudi CEPA, to je pa Evropsko združenje ravno te sekcije DDD, katere sestanke se udeležuje gospod Zlatko Dakič kot predstavnik te sekcije. V okviru Gospodarske zbornice smo tudi člani Eurošambra in pa mreže EM, to je posebna mreža ravno za mala in mikropodjetja, v katero je vključena tudi Gospodarska zbornica kot celota. Toliko z moje strani, ne bi preveč obremenjevala vas podatki, vendar mislim, da je prav, da poudarimo, da je ta sekcija v okviru podjetniško-trgovske zbornice že 15 let. Toliko z naše strani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kožar. No in zdaj, ker je danes pač prvič ta dan DDD, torej ozaveščanje proti škodljivcem, in Evropska konfederacija nacionalnih in regionalnih združenj izvajalcev DDD ukrepov, CEPA, zdaj naprej bomo govorili o CEPI, da bo to krajše, je seveda tudi predlagala na pobudo Kitajske, da se pripravi ta svetovni dan. Pa poglejmo najprej insert, zakaj pravzaprav gre. What do you think is the world's deadliest creature and endangers human life in just 1 year? Sharks kill 12 people. Grizzly bears kill 90 people. Crocodiles kill 800 people. Hippos kill 29,000 people. Snakes kill 90,000 people. Torej, to je zdaj za začetek, potem kasneje. Ja, še naprej.
大区协会的董事会上提出以后，就受到了特别热烈的拥护和支持。甚至于澳大利亚协会的协议还提出能不能搞一个世界海虫周？为什么呢？因为大家会认为通过这么一个公益日的形式呢，能够提高全社会对害虫这个防治的认知，和这个害虫防治知识的普及，以及大家更多的去关注这件事儿，从每一个人自己做起。因为害虫的防治呢，一定要全社会的参与才能够做好。所以我们也很欣慰，因为各个国家都在支持我们这个活动也还在进行当中。So, please join us for the World Pest Day. Thank you. The mission of Rentokil Initial is to protect people and to enhance lives. And in my view, there's never been a more important time to promote the important role of the pest control industry. We're currently at the forefront of protecting people from the likes of dengue fever, the Zika virus, and many other pest-borne diseases, whilst at the same time we're enhancing lives through better food safety and reducing the distress of having a pest infestation at home or at work. As the global leader in pest control services, Rentokil is proud to jointly launch World Pest Control Day 2017. I hope that everyone will support this very important initiative. Thank you. Tako je, smo nazaj, to je bil zdaj naš filmček o svetovnem dnevu, o zaveščanja o škodljivcih in pa seveda tudi z mnenji članov, ki so že del te organizacije. Mi se vam seveda opravičujemo za to, ker ni bilo slovenskega prevoda. Kot ste opazili, je tale prostor za prevode že kar precej zgoščen, kitajščina, angleščina, torej upamo seveda, da ste razumeli, kaj je bilo povedano. Zdaj naj najprej predstavim svoje sogovornike. Tule na moji levi je gospod Milan Lovrec. Gospod prihaja iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, oddelek za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. Tule poleg mene je gospod Miloš Dakič. On je lastnik in prokurist družbe DDD Koper d.o.o.
Poleg njega je gospa Jasna Zver, predsednica sekcije izvajalcev DDD pri PTZ GZS in na moji krajni desni je gospod Zlatko Dakič, predstavnik te sekcije CEPI. To je pa ta organizacija, katere filmček smo najprej videli. Zdaj pa kar k vprašanju, gospa Jasna Zver, zakaj se je slovenska sekcija, zakaj ste se pridružili temu svetovnemu dnevu? No, takole, ob seveda razglasitvi tega svetovnega dneva o zaveščanju o škodljivcih smo enostavno želeli izkoristiti to priliko in ob tem dnevu, poleg tega, da se pristopi k počasnemu, še večjemu ozaveščanju prebivalstva o vse večji populaciji škodljivcev na svetu in pa seveda tudi k zelo pomembni vlogi strokovno usposobljenih izvajalcev za DDD, ki naj bi izvajali kontrolo in nadzor nad temi izvajalci. Namreč, kot je že v uvodu direktorica, gospa Koželj povedala, da smo organizirani v okviru sekcije že 15 let. Razlogi, ki so nas pripeljali do te organizacije, segajo že daleč nazaj. Namreč ob ustanavljanju teh firm, ki izvajajo DDD, ne glede na katerem področju so ali javni sektor ali privatni sektor, smo ugotavljali, da se na tržišču pojavljajo tudi izvajalci, ki niso dovolj strokovno usposobljeni, ki nimajo pravih kompetenc. Želeli smo skratka, da se pristopi k posodabljanju tudi obstoječe zakonodaje, ki obstaja na področju DDD-ja, ki tudi zakonsko našo delo, organizacijo, izobrazbo in tako naprej tudi kontrolira. Potem tudi sam program izobraževanja je, bi lahko rekli, rahlo zastarel, ker se pojavljajo že nove oblike, širše oblike, rekli bi tudi, da je treba imeti zahtevnejše oblike. Prav tako smo ustanovili to sekcijo, ker bi želeli, da se redno izobražujemo, tekoče izobražujemo in pa člani sekcije, ki smo v njej, trenutno nas je 8, prej nas je bilo več 14, ampak pač država se je odločila, da zavode za zdravstveno varstvo združi v 2 zavoda, tako da smo zdaj kot eni člani v okviru NLZOH-ja, tako da smo tu na število članic izgubili. Se pa trudimo seveda pridobivati nekaj večnih članov, vendar pa vztrajamo na tem, da vemo, da so strokovno usposobljeni, da imajo vsa dovoljenja, da izpolnjujejo pogoje, ne samo, da imajo dovoljenja, da opravljajo izobraževanje, da delajo kvalitetno, da pri svojem delu skrbijo za varstvo okolja in tako naprej. Dobro, gospod Mile Dakič, vi ste med najstarejšimi, praktično starosta teh področja izvajalcev DDD. Kako ogrožena je danes Slovenija? So kakšne razlike v primerjavi z nekoč in danes? Kaj se dogaja? Kateri škodljivci ogrožajo Slovenijo? Glejte, jaz bi začel s tem, da je dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija dejavnost, ko ima svojo definicijo in če bi te združili v neko prijetno ovako, bi prišlo, da zmanjšujemo z dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo škodljivce na takav nivo, da niso sposobni povzročiti bolezni, škode ali pa drugih estetskih sprememb v okolju. Zdaj, ta služba ima svoje metode. Imamo mehanične, fizikalne, biološke metode in na koncu imamo stalno kontrolo. Mehanične čiščenja in ustrajamo, da je čiščenje osnovno sredstvo za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo in s tem zmanjšujemo tudi uporabo kemičnih sredstev. Kemična sredstva, kot vidite, sem navedel na koncu, to se pravi, poslužujemo se drugih 2 metod, zahtevamo čiščenje prostorov, zahtevamo fizikalne metode, kot zdaj, naprimer, pri stenicah imamo možnost uporabe visokih temperatur in tako naprej. Potem biološke, tu je malo uporabljeno so glavno mačke, psi in tako naprej, kače, pri komarjih te ribice, španske gambuzije in tako dalje, ampak zato je potrebna drugačna ekološka situacija, da one žive in se razvijajo. Kaj nastaja? Nastajajo
družbi s tem situacijo, kot je zdaj, razne spremembe. Mi nimamo praktično zakonsko urejenih nobenih obvez, nobenih, tudi če so te zakoni se ne izvajajo, če grem na deratizacijo, nimamo v Sloveniji niti enega odloka, mislim, da nema, nisem sigurna, ampak mislim, da nema nobena občina sprejetega odloka o deratizaciji in potem se to stihijsko dela. Tamo, ki je osveščenost prebivalstva večja, tamo se to delno parcialno izvaja, drugo ne. Potem, mi smo rekli, da so to zdravstveni, ekonomski i estetski škodljivci. Zdravstveni govoril kolega, jaz bi omenil samo i ene in druge i tretje, hiter transport, migracije, ko se dogajajo iz raznih situacij, higijenske razmere, pad standarda in te pogoji zmanjšuje tudi varnost ljudi, okolja, proizvodnje in tako naprej in tu nastaje velike škode. Po nekoj informacijah Svjetske zdravstvene organizacije in organizacije za prehranu i kmetijstvo govori se da su škode nekje katere povzroče škodljivci tako visoke da bi lako s tistim sredstvi to zmanjšali, nahranili preko 100 milijonov ljudi. Te ocene su paušalne, ker pravih ocen nemamo, pravi u Sloveniji da su 3 do 6%, ker poznamo dobro strukturu proizvodnje, posebej ko gre za prehrambene artikle, mlini, pekarne in tako dalje i vemo da su to stroški, oziroma te stroški daleko veći. Torej, primerjava nekoč in danes, če zdaj sklepam, je večja ogroženost danes. Danes je večja ogroženost, prvo zaradi nekontroliranega prometa hrane, nekontroliranog prometa ljudi, migracij in tega i danes su ogroženost daleko veća, plus tega su opuštene marsikatere dejavnosti, kot su dezinsekcije, kot su deratizacije, kot su dezinfekcije, verjetno zaradi ekonomskih in tegob, katere smo imeli, in jasno da je ogroženost daleko veća. Dobro, gospod Milan Lovrec, torej zdaj letos smo priča spet mišji mrzlici, lani smo govorili o ziki, o tigrastih komarjih. Povejte nam kaj več o teh škodljivcih, zakaj gre? Tako, če bi se zdaj širše pogledal, DDD ukrepi so v bistvu ukrepi za uporabo biocidov, ki pridejo na vrsto takrat, ko je obvladovanje glodavca z mehaničnimi preventivnimi ukrepi bilo popravljeno. Trenutno, če pogledamo situacijo v Sloveniji, bi se osredotočil tukaj na pojav zdaj spet mišje mrzlice in seveda pojav tigrastega komarja, vektorja nalezljivih bolezni. In bi tako rekel, da se vdaj v tem času nekako ta dva vektorja prenašalca teh bolezni nekako najbolj ogrožata potencialno zdravje ljudi. Zdaj, glede komarja, tigra, tako kot smo imeli že razne delavnice, glede v okviru Ministrstva za zdravje za protokol, kako se proti temu braniti oziroma kako ukrepati, ne lahko ugotavljamo, da je v bistvu strategija takšna, da se počaka na izbruh bolezni in šele potem se ukrepa, kar je narobe. Proti tigrastemu komarjem se morajo ukrepati v marcu, aprilu z uporabo herbicidov, zatiranje potem širše populacije, se pravi adultov, v kasnejšem obdobju, je pa seveda tisto, ker se uporabljajo potem kemična sredstva v naravi, kar pa je seveda manj zaželeno z ekološkega stališča in to zadevno bi tako rekel, če bi prišlo do pojava teh bolezni, ki jih prenaša tigrasti komar, bi, mislim, da minilo preveč časa, predtem bi lahko mi izvajalci ukrepali. Druga zadeva je pa mišja mrzlica, ta se pa pojavlja zdaj seveda v naravi. Prenašalci so miši, predvsem te lepoljske miši oziroma glodavci v naravi. In seveda ljudje, ko pridejo v stik z iztrebki teh glodavcev, se pride do okužbe. Tu ne pomaga drugega kot preventivna deratizacija v strnjenih naseljih oziroma v počitniških ali sličnih objektih na samem terenu,
Sama deratizacija v širšem, se pravi v gozdovih, na poljih, pa ni priporočljiva oziroma je skoraj da neizvedljiva. Tako da tu ne pomaga drugega kot osebna zaščita ljudi in pa seveda obvezna deratizacija zastavljen strup in pasti v objektih, kjer se potem ljudje tudi zadržujejo. Drugače, kar se tiče tehle insektov oziroma gledalcev in prenašalcev bolezni, je pa tako. Trenutno stanje je takšno, da nekih pojavov epidemij ni zaznati, tudi ni bilo, in zato se seveda, tako kot je bilo rečeno, se ti preventivni ukrepi opuščajo. Marsikdo vzame to kot nepotreben strošek, zakonodaja je tukaj nedorečena, se pravi, ni tistega obveznega programa preventivne deratizacije in obveznega programa dezinsekcij, na kar smo mi že opozarjali. Skratka, če do nečesa pride, potem seveda ukrepati že o pojavu, potem to pomeni, da smo zamudili tiste prve korake, ker ni bila upravljena preventiva. Zdaj seveda prenašalci bolezni, insekti in gledalci so prenašalci raznih bolezni, seveda morajo priti v stik z patogenimi mikroorganizmi, ki jih na to prenašajo. Seveda, če so nekakšne, če pogledamo ščurke, faronske mravlje in slično, muhe, kadar so prisotne v objektih, kjer živi več stanovalcev, se pravi, ali so to domovi za ostarele, so to vrtce, so to šole, bolnice, tam potem lahko prenašajo bolezni, če so prisotne. Predvsem je to v bolnišnicah problem, ker lahko vsak insekt, ki je prisotno, lahko, če prije v stik z neko gnojno rano, lahko prenese infekcijo. Drugače je potem doma v domačem okolju. Tam recimo kakšen ščurk, muha ali kaj sličnega ne pomeni takšno grožnjo za sosesko, zato recimo tam nekaj preventivnih ukrepov, tudi kar se tiče gledalcev, se ne izvaja. V vsakem primeru pa se bi morali izvajati v primeru, kadar je to strjeno naselje, kanalizacijski sistemi in slično, ker je več ljudi prisotnih in takrat potem preventiva lahko dosti pomaga, da ne pride do izbruha in do širjenja nalezljiv bolezni. Dobro, hvala za zdaj. Gospod Zlatko Dakič, vi ste predstavnik te sekcije CEPI, torej v tej mednarodni konfederaciji, Evropski konfederaciji nacionalnih in regionalnih združenj izvajalcev DDD. Povejte nam še kaj več, zakaj sploh ta svetovni dan ozaveščanja? Smo mi pozabili na te škodljivce, tako kot je dejal gospod Lovrec, ali preprosto ni denarja, so tržni cilji in cilji profita v ospredju. Recimo pričakovala sem tudi omembo stenic, mogoče bi lahko rečete kaj več o tem, ki se tudi pojavljajo? Ja, najprej bi nekaj, mislim je prav, ker je tudi CEPA bila pobudnica tega dne, bi nekaj povedal o sami organiziranosti CEPE. CEPA je Evropska konfederacija teh regionalnih in nacionalnih združenj, izvajalcev DDD ukrepov in poleg teh nacionalnih in regionalnih združenj CEPA sestavljajo tudi predstavniki industrije, ki se kakorkoli dotika tudi izvajanja DDD ukrepov, se pravi, to so proizvajalci proizvodov, ki jih uporabljamo pri svoji dejavnosti, prav tako distributerji in tudi posamezna podjetja, ki pa dejansko niso članice CEPE, regionalnih združenj in to v smislu tega, da ta regionalna združenja oziroma nacionalna združenja v posameznih državah tudi niso organizirana. Vsi ti člani imamo različne statuse, se pravi predstavniki regionalnih in nacionalnih teh organizacij se obravnavajo kot polnopravne članice s pravico glasovanja, drugi pa imajo statuse kot opazovalci oziroma proizvajalci pa kot promotorji CEPA certifikacije, od katerih bom potem lahko še kaj povedal o CEPA certificiranju. Povedal bi tudi še nekaj glede tega evropskega trga izvajanja DDD storitev, nekaj statističnih podatkov. Recimo zaposluje približno 40 tisoč ljudi skozi 10 tisoč podjetij, letni promet znaša približno 3 milijarde evrov. Se pravi, CEPA združuje približno 80% vseh izvajalcev v Evropski uniji, v tej svoji konfederaciji. In to so zanimivo, navedel bom tle zanimive podatke, to so večinoma manjša in srednja podjetja, 74% je podjetij z manj kot 5 zaposlenimi, 21% je podjetij z manj kot 10 zaposlenimi, 3,5% je podjetij z med 10 in 49 zaposlenimi, 0,5% je podjetij z med 5 in 99 zaposlenimi in 0,2% podjetij je z več kot 100 zaposlenimi.
Glede tržnega segmenta naših dejavnosti na evropskem trgu pa velja omeniti, da največji delež pripada nadzoru glodavcev in sicer 36,8%, sledijo zapiranje žuželk 29,6%, nato sledi zaščita lesa, potem zaščita pred pticami s približno z enakim procentualnim deležem 8,8%, nato sledi zaščita skladiščenih proizvodov, kar je 7,7%, dezinfekcija in potem na koncu 2,4% tudi ostale dejavnosti. Kot sem prej, ste me vi vprašali glede tega, kaj so cilji in nameni CEPE, se pravi, predvsem se je v CEPI, sami CEPI konfederaciji želimo zvišati nivo storitev na profesionalno raven, potem s tem povečati prepoznavnost DDD izvajalcev in sicer v smislu, da delujemo v prid zaščite javnega zdravja, zaščite hrane in varovanja okolja, v katerem živimo. Na podlagi vseh teh naših nalog, ciljev in tako se je CEPA mnoga leta prizadevala skupaj z Evropskim komitejem za standardizacijo, več kot 7 let so skupaj pripravljali standard, ki je bil potem decembra leta 2014 soglasno v vseh 28 članicah sprejet in s tem standardom mislim, da smo tudi nastavili zvišali standarde, postavili standarde tudi do samih izvajalcev storitev, tako da se ravnajo, da odgovorno ravnajo za odgovorno uporabo pesticidov oziroma tem. Ta standard je bil tudi podprt, ga je podprla Evropska komisija v poročilu o trajnostni rabi biocidov v Evropskem svetu in parlamentu dne 17.3.2016, kjer je kot zgleden primer izpostavila European Standard for Pest Management N16636, to je številka tega standarda, kjer poudarja, da take pobude prispevajo pravilni in varni uporabi teh biocidov in hkrati tudi priporoča državam Evropske unije za uporabo in implementacijo teh standardov v posameznih državah. Nekako se tudi kot sama CEPA, ko smo ta standard oblikovali oziroma sestavljeni, se tudi po posameznih državah imamo zelo različne izobraževalne programe in se nekako smatralo, da je to tudi ena osnova, ta standard za določitev posameznih zakonskih osnov za pridobivanje licenc. Torej Slovenija je v sklopu teh standardov? Slovenija je, tako bom rekel, zdaj trenutno standard je bil proglašen 17. marca 2015 in je trenutno stanje je tako, so za to statistiko. Prosim? Ne. Tu imaš statistiko. No, trenutno je do aprila meseca je certificiranih v Evropi 306 družb oziroma podjetij. S tem smo dosegli dejansko že 1/3 tiste ciljne kritične mase do leta 2020, kjer smo si zastavili cilj nekako 1000 certificiranih podjetij na področju Evropske unije. Se pravi, porast certifikacije pa je porasla od leta 2016 pa do aprila meseca za 35%. Se pravi, dnevno se podjetja več ali manj certificirajo. V Sloveniji imamo ampak je kar zgledno število 5 certificiranih podjetij, glede na to, da tudi Slovenija majhen trg in malo podjetij, ki se ukvarjajo s tem. Torej, če strnemo, poleg teh škodljivcev, ki jih omenjate, nas ogrožajo tudi necertificirana podjetja, ne? Tudi necertificirana podjetja, recimo CEPA tudi CEPA pristopa tudi k članstvu k različnim tem organizacijam. Recimo, zdaj trenutno smo v pogajanjih z tem, samo trenutek, z GFSI, Global Food Safety Initiative. To je ena organizacija, v kateri so včlanjeni največji globalni proizvajalci živil in trgovci, tako da dejansko jim stopamo nasproti, da so lahko naši sogovorniki, da lahko prepoznavamo njihove želje, njihove potrebe in se na ta način tudi njim prilagajamo. Zdaj, trenutno je pa tudi razveseljivo, da se tudi obračajo stvari v obratno smer. Trenutno smo v fazi pogajanj z veletrgovcem Metrojem, ki je zaprosil tudi za članstvo v CEPI. No, tule je še neka nagrada, ki jo je dobilo slovensko... Ja, glede na to, da smo že od vsega začetka aktivno sodelovali pri oblikovanju tega certificiranja oziroma tega standarda,
potem tudi pri promociji standarda nadalje, potem v raznih tehničnih komisijah in pri usposabljanju presojevalcev za ta standard smo lani poleti junija meseca prejeli nagrado leta od sebe. Dobro, to je bilo kar nekaj iztočnic, zdaj pa seveda bom vabila tudi druge udeležene, da malce se nam pridružijo v razpravi. Zdaj, če tako malce strnemo, kaj vse smo slišali. Imamo sicer zakonodajo, ampak mogoče bi bilo dobro še kaj dodati. Občinske odloke so, niso, malce se opušča v tej tekmi za profitom in za trgom. Potem, kar se tiče sredstev, mogoče imamo vsa sredstva, nimamo vseh sredstev, smo tudi povabila k razpravi. Nadzor nad podjetji, certificiranje in kakšni so sploh te novi izzivi. Najprej gospa Špela Černe iz Urada za kemikalije. Kako je s temi sredstvi, ki jih ta podjetja lahko uporabljajo? Imamo vsa sredstva, nimamo vseh sredstev? Sredstev ni dovolj, ne? Predvsem so določene sredstva pač niso registrirane, oziroma če vloge ne prejmemo, tudi registracije ne moramo upraviti. To je prva stvar, ki je problema. Ne? Druga stvar pa je, da pač določena sredstva so sicer registrirana samo za določene škodljivce, ne pa za vse, na katere bi lahko delovala. Ne? Tukaj je problem pač predlagateljev, ki ne predložijo testov učinkovitosti, da mi lahko pač registriramo tudi za določenega škodljivca. Recimo tukaj je tudi ta stenica, ne problem, čeprav sredstva obstajajo. Zdaj pač predlagatelji v Sloveniji tega ne predložijo in zato mi tega ne moramo registrirati. Sami od sebe ne morate? Ja, seveda, da ne, če nimamo ene podlage, ne, pravne, tudi ne. Je pa lahko se pa določena sredstva v primeru kakšnih hujših, ki se mi registrirajo, ne. Recimo primer Zike je bil pač spodbujen tudi s strani Evropske komisije, da se sredstva, ki odganjajo komarje, hitreje registrirajo, ker so bila pač ta sredstva, ki so učinkovita, ravno v procesu pridobivanja dovoljenj, kjer se pač zapleta zaradi postopkov, vendar pa ta sredstva so sedaj registrirana in so lahko v uporabi. So pa seveda tudi prej bila že v uporabi, vendar pa je potrebno vedeti, katera sredstva pa so sploh uporabna za določenega škodljivca. Torej, kar se tiče stenic, ste omenili, tu potem imamo sploh kaj ali ne? Obstajajo sredstva, ja. Trenutno so sredstva registrirana, vendar pa pač, ko so določene aktivne snovi ocenjene, potem je potrebno pač podati vloge za evropsko registracijo oziroma za evropski postopek. Takrat pa tako sredstvo verjetno tudi lahko izgubimo zaradi tega, ker se vloga po evropskem postopku ne da, in zato potem te vloge ne moramo naprej obravnavati kot eno sredstvo, ki ga lahko uporabljamo. Na tak način smo izgubili nekatere zelo učinkovite pač preparate in te preparati ne morejo biti več v uporabi. Hvala za zdaj. Imamo kakšen komentar, odgovor na to? Kdo bo dal vlogo, zakaj je ne damo? Jaz bi samo tele povedal, da stenice dejansko tudi niso takšen problem. V bistvu stenico samo z biocidnim proizvodom ne boš mogel zatreti, ampak boš moral uporabiti kombinacijo, da je to suha para, tudi druge metode. Bolj so problem komarji. Dejansko mi nimamo registriranega proizvoda za tretiranje zunanjih površin. To je res. Je. Izvolite, čakajte z mikrofonom. Jaz bi dodal samo okrog komarjev. Marsikje sem prebral in tudi v materialu, katerega je pripravil Inštitut za varovanje zdravja in tudi posvetoval se s profesorom Vodopiju in tako dalje okrog registracije raznih larvicidov in uporabe zunaj tamo, kjer živijo komarji. Mislim, da eno stališče napačno. Komarji se razvijajo v makužah, v vodi, katere imajo globino maksimalno 30 do 50 cm, da je čista voda, razen uleksa in teh, katere se razvijajo tudi v umazani vodi. In drugo,
ta uporaba larvicidov, katera je tam, kjer ni ljudi, ni zelenjave, nič, in tudi obstoja en kup teh, zdaj sem videl, da je registriran en, ampak ga ni na tržišču, ker smo premajhni trg, nema nobenek delovanja niti na ribe, niti na fauno, niti na floru. To se pravi, da so preparati nestrupeni, delujejo na drugi način, ovirajo razvoj teh, obstojajo tudi en, ko ovirajo prelevite ličinke. In tudi en podatek, okrog 80% uporaba larvicidov zmanjša število komarjev. Uporaba adulticidov pa samo onaj drugi del do 100%. Tako ne razumem tega in ne morem dojeti, jaz sem sodeloval še s profesorom Richterjem v Vodopju in to, ko je bile dezinsekcije po Sloveniji, na slovenskem Primorju, v Istri, na Brionih in tako dalje. In vem, kako se to dela, kaj se uporablja, kako se mere temperature, kako se vzimajo vzorci, kako se štejejo komarji. In nažalost, mi dobimo take odgovore tu, da je to ni super. Dobro, zdaj, kaj je zdaj problem? Ali je problem to, kar je rekla gospa Černe, da ni neke prijave za neko sredstvo, sploh pa ne v smislu evropske prijave, ali je zdaj problem, da se sploh napačna sredstva pojavljajo? Zakaj gre? Problem predvsem je tukaj, ko smo rekli larvicidi, tretiranje z larvicidi. Pri nas ne obstaja noben nacionalni program za tretiranje z larvicidi. Pustimo zdaj larvicide, ki so problematični. Zdaj od lani je na trgu tudi larvicid, ki na osnovi silikona, ki je tudi izvzet iz biocidne regulacije zakonodaje in bi se ga lahko dalo uporabljati. Dejansko nihče ni nacionalnega programa, da bi lahko upravljali te storitve s tem larvicidom. Druge zadeve so pa tako, ko želimo kakšen proizvod registrirati, nas prvo proizvajalec vpraša, povej mi količine, letne količine. Vsi so zelo navdušeni na začetku, en teden komuniciramo na veliko, ko jim pa povem količine, koliko bi mi to rabili, izginejo. Torej, pričakujete subvencijo, pričakujete neko skupno naročilo z neko drugo državo? Ne, to ne gre. Recimo, kaj potem? Dobro, imamo mogoče kakšno zamisel, gospa Černe? Kakšen odgovor na to? Jaz vas popolnoma razumem, da so problem količine, vendar pa glede teh registracij, ki ste omenili, da ste že pridobili te certifikate, potem lahko vi upravljate tudi te dejavnosti izven Slovenije, kar pomeni, da lahko v bistvu upravljate storitve tudi v drugih državah, kar pomeni, da bi vi lahko držali to sredstvo tudi v drugih državah, seveda, če bi bilo tam registrirano. Zdaj, količine se lahko povečajo za uporabo, recimo Slovenija ni to problematična pri komarjih, zato ker nimamo toliko vodnih površin, recimo države, ki imajo velike vodotoke, recimo velika jezera, tam je večji problem to pomanjkanje larvicida. Ampak je treba vedeti, da aktivna snov, ki je larvicid, je že bila ocenjena, ampak vloge mi nismo prijeli. Torej, kdo naj jo da? Recimo, tu imamo zdaj udeležence, faktorje, dejavnike. Povejte zdaj, kdo od sam uporabnik lahko poda vlogo, lahko jo poda distributer ali proizvajalec. To se pravi, gospod Dakič. Gospod Dakič bi lahko pripravil vlogo. Zdaj nimam interesa, ker obstaja drug herbicid, za katerega ne rabim dati vloge. Druga stvar pa je zakonodajna zahteva za uporabo oziroma da zakonodaja zahteva, da se eno preventivo najprej opravi, to se pravi, je treba tudi v zakonodaji narediti nastavek za uporabo določenih sredstev. Teh zakonodaj pa ni, oziroma ni samo nacionalni nivo, ampak je tudi regionalni nivo, recimo občine, odloki in tako naprej. Ker se soočajo s tem problemom,
tega pač ne naredijo. Ja, imamo to v občini pa še vedno več komarjev kot Problem je ta razdrobljenost občin, verjetno. Izvolite, gospod Zver. Ja, hoče. No, pa dajte, ko se zdaj še. Poglejte, kaj se tiče pojave komarjev v Sloveniji in vodnih površin je ogromno. Poglejte Prekmurje, posebej po poplavah. Poglejte slovensko obalo, od Pirana, Solini in tako dalje, tudi oni slani vodi, tam živijo komarji. Mi imamo analize, teh je delala veterinarska fakulteta in je delal zavod Koper oziroma Univerza na Primorskem. In ko greš tamo, ko je sezona, vidiš otoke čist, tako otečene, hrastave in tako dalje, da prav ne moreš tega razumeti. In druga stvar je, dobili smo en odgovor, ko smo prosili za larvicide, od Ministrstva za zdravje smo dobili. In je pisalo noter tako, prilike, da momentalno nema potrebe, ker ni bolezni. Bolezen res ni, ampak so transporteri bolezni, to so komarji. In drugo, rabimo samo enega ali pa več bolanih, ko grejo čez Slovenijo ali pride v Slovenijo, da ga piče komar in to bo izbruhnila epidemija. Druga stvar, so napisali v istem dopisu, v slučaju pa neposredne nevarnosti ali vnosa bolezni, bomo intervencijskim uvozom dovolili uvoz insekticida za tretiranje bolezni. Zdaj pa jaz sprašujem, kateri je ta pametnjakovič, ko bo s tistim insekticidom špricom po glavah ljudi, otrok in po vse zelenjavi in po onem preinformaciji, ko sem dal in verjetno tudi vi veste, da ta insekticid ubije samo 10 do 20% komarjev, pa onaj, ko bi ga uporabljal v tih močirih, 80 do 90%. To je v strokovni literaturi objavljeno. Dobro, vi morate potem v parlament pa lobirati, ne? Gospod Zver, izvolite. No, sej, tukaj sem jaz hotela malo mogoče povedati dejansko, že kot na začetku za tisti kratek uvod, sem malo povedala, kateri problemi so nas pripeljali, zakaj smo se združili in kaj želimo doseči. Zdaj, tako bomo rekli, da tekom 15 let nekako nismo najbolj slišani, ne? Pač zdaj smo se tudi združili v to organizacijo Evropsko CEPO izvajalcev in pač nekako upamo, da bomo bolj slišani, da se nas bo bolj poslušalo, ker tudi vsi naši predlogi so vezani na evropsko zakonodajo. Pri nas je tudi, če sam omenim, recimo zakonodaja v vseh državah, mi sicer CEPA standard imamo za izvajalce DDD, vendar to ne pomeni, da mi lahko delamo v Avstriji. Vsaka država ima svojo nacionalno zakonodajo in svojo regulativo. Isto bi naj bilo pri nas, ne? Ampak se tudi sprašujemo, ali lahko tujci delajo ali ne. Ampak mogli bi imeti iste pogoje. Prostore, pisarno, vse v Sloveniji. Delajo tujci, imate podatke? Ja. In to je ravno tisto, kar bi mi želeli, da za našimi ministrstvi sodelujemo, pripravljamo to zakonodajo, naredimo tako, da kot se bo to zgodilo. Recimo Avstrija je meni pač krasen primer, ker živim v tem področju, ker ogromno ljudi odhaja na delo v Avstrijo, imamo živi primer, pa to nima veze zdaj za škodljivce. Ampak oni so svoje zaščitili. Recimo nek izvajalec, recimo gradbeni delavec, pride delati v Avstrijo, lahko gre delati, trg je odprt. Vendar čez pol ure dobi inšpekcijo, vse papirje, ene napake ne sme biti, kazni so visoke, tako da se vsi ti vračajo nazaj domov, ne delajo več v Avstriji. Tako je recimo Avstrija zaščitila trg. Pri nas se dogaja ravno obratno, pri nas dobimo nadzor mi, namesto tisti, katere recimo ali mi prijavimo, ali se nam zdi, da ne delajo v redu. Skratka, mi bi želeli, da se skupnimi močmi uredimo tudi ta nadzor nad izvajalci. Ne zato, da tisti, ki pač zdaj imamo tudi CEPA standard, ampak smo prepričani, da delamo dosti bolj strokovno od tistih one-man bandov, ki jih imamo po terenu in to, da prihajajo z dumping cenami, je itak logično.
nimajo nobenega izobraževanja, sredstva kupujajo na črnem trgu, sploh nimajo ne dobavnic, ne računov. Mi smo tisti, ki vemo, kje se da to preveriti, kje se da kontrolirati, kje se da ugotoviti, kako je nekdo neko sredstvo kupil. In tu bi mi želeli najti še več korakov, tudi pri spremembi zakonodaje. Tudi glede pravilnika, saj ga že nekaj let bodo tudi najbolj gospe na to temo, kaj spregovorile, delamo na tem, da bi imeli enoten pravilnik, ker DDD je eno, škodljivci so eno. Področja so pa različna. Tu imamo zdaj predstavnico Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. To je vprašanje za vas, gospa Zver, pa boste potem vi dodali, pa gospod iz Ministrstva za zdravje. Ali imate za ti dve gospe kakšno vprašanje oziroma predlog, da boste potem lahko odgovorili? Ja, jaz bi tako rekla, bolj predlog, tako se delamo veliko na tem, veliko pomoči smo imeli z Uradom za varno hrano in veterinarstvo, vendar so tam v letu nekje 2014 prizadevanja zastala. Vem, da je gospa Iličeva tudi sodelovala, na Uradu za varno hrano je bila tudi kolegica, ki je veliko delala na tem, vendar pa je nekako tako, bolj mislim, da smo postavljeni na stranski tir, ker je pač problemov ogromno drugi in pač dobro. Gospod Dakič? Jaz bi samo okrog registracije oziroma verifikacije izvajalcev DDD-ja. Mi imamo dve verifikacije, eno vrši veterina, eno vrši Ministrstvo za zdravje. Imamo svoj pravilnik. V veljavnem pravilniku piše točno, da ministar za zdravje imenuje komisijo v dogovoru z ministrom za kmetijstvo in da ta ugotovi tehnične, prostorske in kadrovsko zasedbo. Ker mi smo rekli prej, da je to interdisciplinarna dejavnost. Mi, če delamo na področju animalne hrane, moramo imeti animalne proizvode, moramo imeti veterinarje. Če delamo na področju zdravstva oziroma epidemiologije, moramo imeti epidemiologa prisutnega, ko delamo. Če delamo na žiti, moramo imeti agronoma. To se pravi, to vse piše v pravilniku. Poglejte, ministrstvo ni imenovalo nekaterim komisije, katera ugotavljala to. Jaz poznam enega v Kopru, ko nema niti prostorov, niti telefona stacionirano. On je enostavno v eni gostilni vzel en prostor, poklical gospod iz ministrstva je prišla, pogledala, dala mu dovoljenje, on dela. Poglejte, kadrov nema nobenih, nema prostorov, nema opreme, nema nobenih dokumentov. V zakonu piše o kemikalijah, da mi moramo poročati, kje nabavljamo točno, kje smo uporabili tako dalje od teh preparatih in dovoljenja dobiti in tako dalje. Oni kupujejo čez mejo, v Italiji ali tam, nobene kontrole nima in bom še eno povedal, pa je resnično. Enega kolega inšpektora sem srečal, ker nam vedno hodila inšpekcija, ko pride v Koper, tam nas ne moti. Je prav, da je, ker če nekaj ni v redu, pravočasno popraviš. Ampak me motilo, sem rekel, pa dobro, a vi onoga ne kontrolirate. Ja, pusti to, je rekel. Sem rekel, zakaj? Je rekel, veš kaj, če ideš onemu, ko nič nema, veš koliko moraš delati, pa koliko problema imaš. Pa nič ne dobiš, ne? To je resnica. In danes te ljudi delajo okrog, delajo celo v otroških vrtcih DDD. A mi govorimo, kak so nevarni, pa dela pri hrani, pa dela sem pa tja. Mi imamo vse verifikacije, od veterine, od ove, od one, in delamo in še vedno mislimo, da premalo znamo. Vse svetovne strokovnjake smo dovedli v Slovenijo, v Koper, da nam pojasne neke stvari, ko nam ne grejo, od materialov do ne vem česa, in nažalost tega ne. In ovi, ko sem rekel, to ni edini, ko je dobil dovoljenje brez onog. Dovoljenje dobi na pisno izjavu, da izpolnjuje pogoje. Prosim vas, naj prebere pravilnik. Dobro, zdaj gospa Zver, boste vi še vprašanje, pa potem damo. Vi mogoče, jaz jih toliko, da bo malo lažje, bolj vprašanje, mi smo zdaj takrat na prosto, zdaj smo se kar razgovorili, pač o tistem, kar nas teži. Bolj nas zanima, kako in kaj naj naredimo, da bomo slišani in poslušani, da se bodo zadeve premaknile naprej. Tako pri izdaji dovoljenj, pri kontroli izvajalcev. Mi ne govorimo, da je ne rabimo, ampak pravimo, da ni prava pri pravilnik, pri teh inšpekcijskih službah.
ker z veterino smo lepo sodelujemo, to moram reči z uradom pohvaliti, z Ministrstvom za zdravje, z direktoratom pa mičkano manj. Dobro. Gospa Teja Ilc, Ministrstvo za zdravje. Pa če se mogoče obratite pred kameri informacije, ali pa veste, da za pult govorniški bo še najlažje. Ja, hvala za vse te besede, katere smo slišali danes. No, čeprav, tako kot moram povedati, da vse, kar smo slišali, sem kar malo kot zgrožena, da smo recimo v Sloveniji, da dejansko obstaja nek kaos za škodljivci in za vsemi. Drugač pa, da grem na drugo stran, tako da povedam, kot sama zakonodaja je že kar nekaj let stara, tako da tiste osnovne zadeve so nekako urejene. Se pa zavedamo, da bo treba tudi pri sami zakonodaji posodobiti, tako kot ste že prej recimo omenili izobraževanja sama, in potem tudi nimamo teh preventivnih programov, da na kakšen način se to izvaja. Medtem kot, tudi to je res, kot ste omenili, da na podlagi ministrstva, se pa nam pa se pošljajo samo neka dokazila in potem se izdajo odločbe. In tega se zavedamo in tako da tudi v prihodnje nekako recimo nameravamo posodobiti zakonodajo. Tudi smo se pogovarjali že z to samoupravo, da bi bila neka enotna zakonodaja, vendar ker gre tukaj za tako razna in široka področja, nekako ustajamo, da moramo mi imeti kot svojo, kot iz zdravstvenega vidika ljudi, medtem kot sama izobraževanja, glede na to, da se podvajajo, bi pa morajo biti skupna. In tudi zavedamo se, veste, ko eno pravi neki izpit, ne more kar tako izvajati vsa tri področja. To pomeni, da bi en neki zdravnik, neki pediater za neko področje lahko šel potem nekako operirati. Ker tukaj moramo zelo paziti, ker tako, kot ste omenili, se recimo uporabljajo pripravki biocidi, ki so škodljivi prav tako za ljudi, živali, okolje. In prav zato obstaja tudi nek spisek, kateri biocidi se lahko uporabljajo pri nam v Sloveniji. In sam, da se malo na prejšnjo področje kolegice, sicer nisem to po temu področju, samo poznam, recimo tisti biocidi, kateri so recimo škodljivi, so tisti šli ven iz same uporabe in prav zato se je zmanjšal ta spisek. Tako da so recimo dovoljeni samo tisti biocidi, kateri niso škodljivi, niti za recimo ljudi, okolje, živali, ker tega se moramo zavedati. Ker se že omenil za tigraste komarje, dejansko se zavedamo, da tukaj je recimo problem. Kot neka preventiva bi lahko ljudje že sami, da ne bi imeli neke stoječe vode, da se ne bi tam zbirali komarji. Ker je res, ker ne moramo kar za vse posod šprica s temi larvicidi, ker so po eni strani, ko pravite, da niso škodljivi, samo kot smo mi slišali iz same stroke, da tudi vplivajo na same okolje oziroma na druge živali, katere uničujejo pa druge škodljivce. Veste, tako kot vemo, uši, recimo pikapolonce, recimo se hranijo z samimi ušmi. In to je treba paziti nekako. In prav zato se ne šprica recimo uporablja še posod. Je pa res, da te komarji se lahko prenašajo iz ene regije v drugo, samo tukaj je problem, a bomo zdaj kar kompletno Slovenijo šprica s temi insekticidi. Tako da tukaj je treba biti zelo pazljiv. Tudi mogoče, ko so omenjene bolnišnice bile, kako se prenaša škodljivci, kot same bolnišnice že morajo upoštevati vse standarde, da sploh ne bi do tega prišlo. Tako da tukaj je zelo pomembna neka preventiva, ker potem, kot pa že izbruhne, potem šele nastane pa kurativa. Zdaj, dovolj, da vas malce vprašam, torej, katera so tista področja, ki jih vi zaznavate, da bi bilo treba v zakonih izboljšati, oziroma če lahko kaj dodate na to malce boljšo, slabšo komunikacijo, ki se pričakuje? To kot nekako komunikacijo smo nekako se zadnje čase se trudimo, da so tudi izvajalci recimo slišani, da
in gremo nekako naproti, da vidimo, kje so problemi, ker se zavedamo, da mi v sami pisarnah se niti zavedamo, recimo, kaj se dogaja v praksi. In tudi smo že slišali, da recimo neki izvajalci, kateri imajo odločbo, ki je res že zelo stara odločba, še vedno upravljajo recimo dejavnost DDD, kljub temu, da niso ustrezni več. Tako da se tega zavedamo. Tako da smo tudi stopili v kontakt z zdravstvenim inšpektoratom, kateri so tisti, kateri grejo na recimo nadzor. In da bi se tukaj zadeve izboljšale. Ker pri nami imamo recimo, mi smo registrirani okrog 45 izvajalcev, če pa dejansko pogledamo, jih je pa samo nekje okrog 20, kateri so res tisti, kateri bi lahko upravljali recimo izvajanje. Torej zakonsko področje, katero boste spremenili? Imate kaj v mislih? Ja, kot zakonsko področje, mislim kompletno področje potreba, pravilnik sam, kateri pa potem recimo preventivne programe, kateri so v zakonu že zapisane, kateri bi že morali biti iz leta 2008, pa tega še ni. Tako da bomo tudi preventivne programe pripravili. Ja, tako da se bo šla tudi v to spremembo zakonodaje, da... Dobro, še počakajte, gospod Dakič, ima še pripombo. Jaz imam samo pripombo toliko, vam rečem, da nevarnih insekticidov ali pesticidov ali kakorkoli hočete imeti, ni. Da so samo takšni, kdo jih uporablja. Jasno, da rabimo tiste, kateri imajo čim manjši vpliv na okolje, čim manjši vpliv na ljudi, na fauno in tako dalje. Ampak, če je to v strokovnih rokah, potem tudi, ko daš en nož, ko ni ostar, otroku je nevaren. To se pravi, tu je tisto izobraževanje, ko ste vi rekla in ko mi pravimo, mi imamo izobraževanje točno po programu, uvedem vsak novi preparat, ko pride ali nekaj novega seznamo, sekcija skliče izvajalce, člane sekcije, obvesti in celo povabimo strokovnjake iz inozemstva, da nam to pojasne izkušnja, znanje in tako dalje. Drugo, pa še nekaj, opustite, drugo, pogledajte, kaj se tiče samih komarjev, moram reči, da se ja popolnoma ne strinjam z vami. Jaz mislim, da tiste najmanj nevarne larvicide, ker 80% delujejo, treba uporabljati na tistih plitvih vodah, ker tiste vode niso teritorijalno po Sloveniji enakomerno razporejene, ampak je prekomorje in nekje okrog obale in bi se s tem te komarji ne bi širili po Sloveniji. Jasno, da bi prišli z druge strane, ma ne v takem številu, kot je in ne bi take nevarnosti in neprijetnosti ljudem povzročali. Dobro, jaz bi sam prej, recimo, ko ste omenili za sredstva. Ja, vse tukaj sem rekla, recimo, mislim, uporabljajo se samo tista sredstva, katera so, recimo, mislim, pri nas, recimo, registrirana. Vendar so kljub temu, če ni, recimo, pravilna uporaba, se lahko, mislim, škoduje in okolju in posamezniku, ko pride v stik s temi sredstvi. No, tudi tega se popolnoma zavedamo. In tudi, ko smo rekli, da bo treba tudi pogledati tudi tiste izvajalce, kateri že imajo odločbo, kateri izvajajo, da bo treba pogledati, ali so še res sposobni za to, ali izpolnjujejo. No, ampak slišali smo o nekem interventnem uvozu, je rekel gospod Lovres, zdaj pa je pričakovanja. Kaj bo pa takrat interventno uvoženo, to se pa ve? Ja, se pravi, da je že recimo uporaba se sredstva, se to je tukaj minil gospod, da ga že imajo, kljub temu, da nekaj še ni recimo registrirano. Ne, to gre za larvicid. Larvicid, ja. Ki ni registriran, biocid. Ja, ampak sama registracija tukaj nima ministrstva nič, tukaj ste imeli kolegico prej, mislim, iz samega urada, zakaj še tega sredstva ni, ne? Preparati so znani. Bili so tudi že poskusi DDD Koper, da ga registrirajo. To niso preparati, ki so prepovedani, se pravi v Evropi. To isto uporablja cela Italija, Hrvaška, na Hrvaški še zdaj pridejo, pa vzadimijo kemp, tudi obrezgavajo površine. Pri nas pa ne smeš ga niti registrirati, da bi ga lahko uporabljal, če bi ga katera stranka želela. Seveda, mi ga ne bomo uporabljali, če ni naročnika in plačnika. In kot sem tudi takrat v sestanki povedal, naročniki so pa navadi turistične destinacije, se pravi kakšna zdravilišča,
ki imajo pač to frustracijo turistov v poletnem času, ne, in tisti potem imajo interes, da bi pač bili gosti pri njih, lepše imeli. Ampak mi jim ne moremo hoditi. Ne? In to je problem, da v bistvu so določeni ciljni naročniki, ki pa žal ga morajo zavrniti. Ne? Dobro, ali imamo mi še kakšno vprašanje za gospod Tejo Ilc? No, jaz bi pa samo omenila, ko ste že prej omenil kot tigraste komarje. Tukaj so tudi kot klopi recimo problem, a veste. Tudi to so problem, pa mislim, pa ne moramo posod špricati, a ne. Tako da dejansko je treba bolj za neko recimo preventivo, ne, zaščititi posameznika, da ne bi prišlo do neke okužbe. Ja, jaz bi sam prej omenil, bi se navezal na Mirana, ker govorimo o istem preparatu, ne bomo zdaj delali komercialne tle, v istem preparatu. Ta preparat je celo Svetovna zdravstvena organizacija priporočila za uporabo v Braziliji. Ne imamo dokumente, vse mislim, obstajajo dokumenti. Dobro, to zdaj pustimo, zdaj pa še na vas se navezal za tisto, ko ste rekli, da se pač komunikacija izboljšuje. Ne? Mi dejansko mogoče smo res bolj slišani pri vas, ampak mi vas ne slišimo. Me razumete? Gre za to, recimo leta 2016 se je spreminjala tale razvrstitev antikoagulantnih rodenticidov na 0,3. Mi nismo nič vedeli o tem. Zvedel sem jaz na CEPI, zaradi tega, ker je CEPA ima pač svoj sedež na Evropski agenciji za kemikalije in smo pač zvedeli tam to, smo dali tudi pripombe na to, naše komentarje in tako. Zdaj, pred kratkim, prejšnji teden je bilo tudi, se je govorilo, se je bil tudi že pripravljen izvedbena odločitev glede pasti za monitoring žuželk z feromoni, ne? Tako glavno to je potem se ustavilo vse skupaj, ampak jaz sem tudi to zvedel v Bruslju, jaz sem vedel, zakaj moram hoditi v Bruselj, ker bi lahko to tle zvedel. Dobro, kdo je pri vas zadolžen? Imate osebo, ki jih skrbi za te stvari? Je tukaj urad za kemikalije, ne se pravi, tukaj nimamo nekaj, mislim, v naših pristojnostih bo šlo v samo spremembo, kot samo zakonodaje. In to, ko bomo že tukaj nekaj izvedeli, izboljšali priprave program, recimo preventivni program, potem izboljšali kot samo izobraževanje, pogledali, kdo ima, recimo, dovoljenje, kdo ne, in tukaj se mi zdi, da bomo že, recimo, korak naprej lahko veliko naredili v tej smeri, ne. Potem kot same pripravke, kako se spreminja koncentracija, to pa mogoče pa ni, recimo, mislim, ta pravga sodelovanja tudi z uradom. Vse to pravim, pogrešam sodelovanje. Ja, to, skoro želimo, da bi nas povabili, da bi lahko tvorno, tako se imamo pa zmeraj občutek, da se nam očita, kao da nam gre samo za biznis pa denar. Ja, saj delamo za to, da zaslužimo. Jaz samo to bi rekel, mi nimamo nič, mi nismo na dva brega, ampak tako se postavljamo. Ko nekaj prosimo, potem nas nič noče sprijeti, ali se postavi na drugi breg in tako dalje. Mi smo sodelavci, mi želimo sodelovati, želimo dobiti neko informacijo, želimo dobiti ono, kaj je dobro, ne ono, kaj je slabo, ker mi tu živimo i mi i naši otroci, jemo tu hranu i tako dalje, obolevamo z istimi bolestmi i tako naprej in mi hoćemo sodelovati. Tako se mi obrnemo na nekog, bi prosili neku pomoć, ker nisu te službe samo za sebe, ali pa da stavi stop, ampak tudi da sodeluju, da svetujejo, da treba prepovejo in tako naprej. V glavnem, samo lahko dodam, da tukaj smo vsi na eni strani, ki je nekako skrb za zdrave ljudi, in tega se moramo zavedati. Dobro, zdaj mogoče izvodbe. Samo še to, da se je govorila prej, da niste poznala tega kaosa na trgu. Vam povem, da ta kaos je v celi Evropi. In zdaj recimo bi čisto tako nakratko predstavil recimo glede izobraževanja teh programov v Evropski uniji. Imamo dva ekstrema, recimo gremo v Belgijo. V Belgiji lahko dela vsak, brez vsakega dovoljenja, brez izobraževanja, brez vsega. Mađarska ima recimo izobraževanje 1100 ur do 1400 ur, 50% teorijo, 50% prakse. Potem imajo pisni in ustni izpit za fumigacije, imajo dodatnih 600 do 800 ur in dodatno 600 do 800 ur prakse. To je spet en ekstrem. Mi spadamo nekje tam na sredino, ampak boste pa presenečeni, recimo UK ni potreb. Edino rabijo poldnevni tečaj, 8-urni tečaj za uporabo rodenticidov. No, pa se strinjate, recimo. Ne, zdaj pa to vam hočem povedati, da zdaj CEPA je pripravila blueprint, recimo en predlog poenotenega izobraževanja, ki bo predstavljen Evropski komisiji in naši lobisti že delajo na temu. Tako da v bistvu vse to dela na področju tega izobraževanja, poenotenega programa in tako se dela na temu. Super.
Dobro, zdaj mogoče lahko damo besedo, mogoče gospa Špela, če ne bi vi kaj dodali, kar se tiče komunikacije. Glede komunikacije. 24. maja smo imeli srečanje svetovalcev z industrijo, kjer gospodov ni bilo. Smo pa predstavili ravno to, ko ste omenili, spremembo zakonodaje, to se pravi prerazvrščanje antikoagulantnih aktivnih snovi, vendar pa sredstva za profesionalno uporabo so lahko tako, kot so bila. To vse razumem. Samo splošna uporaba bo pa omejena oziroma bo koncentracija znižana. To je ena stvar. Je pa res, da mogoče lahko več informacij izveste, če spremljate našo spletno stran, kjer objavljamo vse novosti in imamo široko razpredeno zakonodajo in vse razlagamo na naši spletni strani. Če se naša spletna stran redno spremlja, se to tudi najde. V redu, hvala za poduk, ampak jaz bi pričakoval, ko imate takšne delavnice, vsak je organizira takšno delavnico, jaz nisem dobil vabila. Jaz vabila nisem dobil. Mi bi pričakovali, da dobi sekcija kot izvajalci. Mi objavimo te zadeve na naši spletni strani, zadeva je ponovadi v tem kemijskem. Dobro, ko bo zaživel internet stvari, se bojo pa strani med samo pogovarjali. V redu, zdaj bomo to razčistili. Upozarjam vas na to, ker smo opazili, da določenih ljudi nikoli ni, kar pomeni, da ne spremljajo naše spletne. Ja, mogoče lahko pokličete pa rečete, pa me zvano elektrike. So bili v komunikaciji. Dobro, v redu, gremo naprej. Gospa Breda Hrvatin, Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Najprej moram reči, da se lepo zahvaljujem za povabilo, ker nekako ocenjujemo, da je tudi veterinarski del udeležen v tej zgodbi. Mogoče za začetek samo, da povemo, ker smo se že dotaknili najprej zakonodaje. Veterinarska zakonodaja, sicer to veste, ampak mogoče, da se pove še enkrat, veterinarska zakonodaja predvideva koncesije, ki jih imajo privatne veterinarske ambulante in na podlagi teh koncesij, ki jih podelimo, lahko upravljajo in izvajajo DDD službo. Tako da je mogoče situacija v veterini nekoliko drugače urejena, tudi nadzor nad izvajanjem in pa nad izpolnjevanjem pogojev, da ta koncesija ostane, izvajajo uradni veterinarji, tako da pravzaprav imamo nekako en zaključen krog, kar se tiče DDD-ja v veterini. Mogoče toliko, da se to ve. Zdaj, kar se tiče samega pravilnika, na podlagi katerega se te aktivnosti izvajajo, same koncesije so zavedene v zakonu, v zakonski materiji, pravilnik seveda je tudi naš, ima že nekaj let, ampak ocenjujemo, da funkcionira. Pri nas so te stvari utečene, izobraževanja potekajo, točno se ve, kakšne pogoje mora kdo izpolnjevati in tudi vsako leto se plansko dela nadzor nad temi organizacijami, točno se ve, kakšen procent organizacij bo pregledan na podlagi analize tveganja. Tako da tak je recimo sistem v veterini. Res je, pogovarjali smo se že o tem, da bi se v določenih delih povezali z zdravniki, da bi mogoče razmišljali smo o nekem skupnem pravilniku, o neki skupni zakonodaji, predvsem v smislu izobraževanja. Ja, podpiramo, načeloma to podpiramo, tako da, ko bo enkrat prišla situacija tako daleč, bomo z veseljem na tem sodelovali. Zdaj pa mogoče, preden bojo vprašanja, jaz mislim, da je prav, ker smo se pogovarjali na začetku o boleznih, pa o komarjih in tako naprej, ne nazadnje tudi kar v usesnih mušicah, da se boljši izrazim. Prav je, da podamo informacijo, kakšna je trenutna situacija, kot smo rekli, pri ljudeh obolenj se ne ugotavlja, pri živalih imamo pa situacijo nekoliko drugačno. Po dolgih letih čakanja, da tako rečem, ko se je bolezen modrikastega jezika pojavila v Evropi, smo jo v lanskem letu dobili tudi pri nas.
Seveda to je vektorska bolezen, o kateri se zdaj pogovarjamo. In mi se borimo proti tej bolezni trenutno z vakcinacijo. Tako da izvajamo cepljenje živali in upamo, da bomo uspešni. Potem je pa še da ne bom preveč dolga okrog bolezni, sam je prav, da vemo, da se te bolezni pri živalih že pojavljajo. Je pa še ena, ki jo, bom rekla, tudi pričakujemo, to je pa bolezen vozličastega dermatitisa, ki je že kar precej okrog nas in moram reči, da pridno spremljamo, kako se gibljajo kravosesne mušice, kako se gibljajo komarji in kako se giblje sama pojavnost bolezni, tako da bomo najverjetneje prav tako populacijo ščitili z vakcinacijo. Mogoče samo še en stavek, kaj mi svetujemo rejcem oziroma naša priporočila so vedno usmerjena poleg zgibank, internetnih strani in tako naprej v preventivo. Mislim, da je bilo to že danes omenjeno. Dajte poskušati zaščititi svoje živali, izsušite si vode, nekaj naredite, odstranite gume stare, v katerih se zadržuje voda in potem to bolj vi veste, se razvijajo razne te oblike. Tako da preventiva in še enkrat preventiva. No, hvala lepa. Ko ste omenili, se lahko ostanete malce, ta vozličasti dermatitis, ta prinaša ogromno gospodarsko škodo, ker potem, čeprav meso ni kužno, se ga ne sme izvažati in tako naprej, pa tudi v mleku. Zanima me to, ali ste pri cepljenju zoper modričasti jezik ugotovili kaj vozličastega dermatitisa, namreč te akcije in te pregledi ne smijo biti kar sami od sebe. Ste pravzaprav prišli skozi stranska vrata v hlev, da tako rečem, pri tem cepljenju mogoče lahko kaj odkrili. Ste odkrili že kaj ali ne? Ne, kot sem omenila, zaenkrat smo imeli primere bolezni modrikastega jezika, vozličasti dermatitis pa ne. Vkolikor bi do tega prišlo, bi vedeli. Ja, ampak preventivno pa ne cepite, ne? Ne, Hrvaška, ker v tem primeru je pa tudi prepovedan izvoz mesa. Tako, mi se nismo odločili za preventivno vakcinacijo, smo, da tako rečem, hvaležni Hrvatom, da so nas lansko leto definitivno obvarovali in letos oni še vakcinirajo. Mi smo pa pripravljeni, vkolikor bi bili primeri pri nas. Mogoče samo to, kar ste rekla, da pridemo v hleve, mi izvajamo preventivno pa klinične preglede. Veterinarji delajo, da tako rečem, štihprobe, po nekem programu in pregledujejo živali na možno prisotnost kliničnih znakov. Dobro, zdaj da se vrnemo na to temo DDD, torej kakšna je vaša ocena tveganja? Prej ste omenili, da na podlagi neke ocene tveganja. Zdaj ljudje so povedali tudi zakonodaja, odlokov ni, nekaterih sredstev nimamo, potem s to ziko bomo šele mogoče nekoč, če bo pač se pojavila. Vi ocenjujete, da je kakšno tveganje, kar se tega področja tiče v Sloveniji? Kakšno je? Če me sprašujete, kakšno je tveganje, glede na to, da se DDD ne izvaja tako, kot bi se mogla, oziroma da se določene organizacije ne izvaja, jaz, kar se veterinarskega dela tiče, ne bi mogla tega reči. Vedno, tudi med najboljšimi, vedno lahko narediš oceno tveganja, da so eni še boljši. Tako da ne morem reči, da bi lahko to bila neka ogroženost zaradi slabega izvajanja. Mogoče pa bi, tukaj mi je prej prišlo na misel, ko sem poslušala to razpravo, nenazadnje ljudje si zberejo tistega, ki jim bo izvajal. Pa bi mogoče na to še apelirati. Zdaj smo samo govorili, koliko je tistih so slabi, pa tako. Sploh, to je področje, v katerega se ne želim vtikati, ampak rada bi mogoče dala sugestijo ljudem, da si pač zberejo drugega izvajalca. Licenciranega. Ja. Dobro, a imamo kakšno vprašanje? Imate vi kakšno vprašanje za gospod Hrvatin? Izvolite. Jaz nimam vprašanja, ampak edino, kaj se tiče veterine, moram pohvaliti, da tu odnosi so zelo dobri, tudi verifikacije so in kontrole stalne in tudi druga sodelovanja, ko nam je kakšen problem nastal in to pokličemo, dobimo vedno pravo informacijo, če ni druge, sicer poredkoma tudi gospoda profesora pokličemo in dobimo informacijo, da to združimo.
Jaz se opravičujem, da nisem napadal s tem, ker sem na ta način izražal nezadovoljstvo, katere je tu in probleme, katere nastajajo zaradi neurejenih stvari, zakonodaju in odnosov in tako naprej. Hvala vam lepa. Hvala tudi vam. Ja, izvolite še vi, gospod Dakič. Samo to bi še povedal, to, ko ste rekli, da se pač ne izberejo necertificirane. To se že dogaja. Recimo veliki kupci, predvsem živilskih proizvodov iz tujine, ki kupujejo živilske proizvode pri naših proizvajalcih, zahtevajo, da njihov izvajalec DDD storitev CEPA certificiran. To se že dogaja. No, meni se zdi to dejansko prav smiselno in je prav, da to upozorimo, ker ne nazadnje na trgu je veliko raznih stvari, ampak jaz vedno rečem rejcem, pač imamo stike brez rejci, se pravičujem, sami se morate zaščititi, sami morate svoje živali zaščititi, kolikor pač lahko, pokličite strokovnjake, vprašajte koga, nekaj naredite s kakšne tehnično stvarjo in ne nazadnje zberite si tako službo, ki vam bo ustrezajo, končno jo vi financirate. Hvala lepa. Dobro, gospod profesor dr. Martin Dobec, veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, izvolite. No, kaj ne še rečem po obširni razpravi. Ne? No, torej, že povedano, jaz sem veterinar in kot rečeno, eden od tistih, ki izvajamo tudi izobraževanja, o katerih je bilo tudi veliko govora na podlagi pravilnikov, predvsem našega pravilnika o izvajanju DDD v veterinarstvu, seveda pa sodelujemo tudi z vami, torej z humanci, ki pa pravzaprav delate po vašem drugem pravilniku. No, rečeno je bilo, da se določene stvari, kar se tiče tematik, podvajajo. Jaz nisem čisto prepričan, da je temu tako, seveda vedno so osnove, vedno je neki ABC, vendar vseeno, seveda sta tu dve področji. In če govorimo o dveh področjih, čeprav nista ločeni, seveda govorimo predvsem o zdravju človeka, pa ne nazadnje tudi zato o zdravju živali in zopet obrnjeno, ne moremo seveda reči, da ni prav, da predavamo oziroma ljudi izobražujemo, bi rekel, z večjih zornih kotov, no, bom rekel, z dveh. Ne? Vendar, vsekakor izobraževanje je na prvem mestu veterinarska fakulteta, na podlagi koncesije, uprave, pravzaprav se mi zdi, to, kar, bi rekel, velikokrat letno izvaja tako začetne kot tudi nadaljevanje tečaje. No, na ta način pravzaprav ljudje, ki naj bi bili kolikor sedaj izobraženi v teh, bomo rekli, certificiranih, včasih tudi necertificiranih podjetjih, pač to opravljajo. Vendar jaz bi morda še eno stvar upozoril ali pa rekel. Pogovarjamo se o biocidih, pogovarjamo se o registriranih, pa tudi o neregistriranih biocidih, ki se uporabljajo. Sploh morda tistih, ki so biološke narave, no, ampak pustimo to. Gre za to, da morda se nismo dotaknili okolja. Tukaj gre še za odpadke. Jaz mislim, da je to tudi pomembno področje, v katerem bi veljalo nekoliko več razmišljati. Slišali smo, da pravzaprav gre za biocide, ki so absolutno niso nenevarni. To so kemikalije, ki imajo svojo karenco, vendar puščajo neke, bi rekel, stranske učinke. Ni nujno, da so neposredno toksični tako za živali ali za človeka, vendar so pa lahko toksični za manjše organizme v zemlji in na ta način rušijo biotsko raznovrstnost. Tako da jaz mislim, da je to treba tudi še posebej opozoriti in nič manj ne upoštevati tudi te zakonodaje, ki se tiče odpadkov, kemijskih odpadkov. Pred kazni smo bili priča seveda neki katastrofi. Vsekakor si ne želimo, da bi uporabljali biocide kar brez nadzora in kar tako in počez, pa če tudi morda so iz internetnega uvoza, pa bi se morda kasneje za to zelo lahko kesali. Skratka, tu je veliko področji, no, morda nekoliko manj, kot tudi že danes ni bilo omenjeno. Jaz bi omenil še biološke oblike dezinsekcije, ker se pogovarjamo danes s poudarkom na škodljivcih. Ta seveda se v Sloveniji ne uporablja, k sreči ne, ali pa vsaj ne uradno, vendar pa vemo, ali pa načeloma vemo, da je pa neuradne uporabe raznih proizvodov, torej uporabe, denimo, nekaterih tujerodnih organizmov, ki jih vnašajo v okolje, mnogi zato, da bi preprečili razvoj določenih avtohtonih vrst insektov, ki so seveda moteči, pa le prisotno. In jaz mislim, da bo treba morda
Seveda je to težko tudi na tem področju nekoliko bolj poudariti nadzor. Namreč vemo, da rušenje biotske raznovrstnosti z vnosom tujerodnih organizmov je lahko izredno nevarno početje. Torej, to sta morda še te teme, o katerih nismo zdaj govorili in bi jih vseeno morda na tem mestu poudarili, torej odpadki in Dobro, hvala lepa. Zdaj, mi imamo samo še 5 minut do konca, čeprav razumem. Zdaj bi vas seveda prosila za zaključne komentarje, predvsem v smislu, kam bo zdaj usmerjeno vaše lobiranje, v kaj se boste usmerili, predvsem pa mogoče za področje HASCP nismo tudi še nič rekli, recimo. No, izvolite, gospod Apič. Hvala. Jaz bi se nanesel tudi na vaš govor tlele, bi poudaril, da so zahteve tega CEPA standarda glede odpadkov zelo visoke, kar se naš tiče pa zelo drage. Ampak tisti, ki jih ne izpolnjuje, pač ne zadosti zahtevam standarda. Potem bi tlele, recimo, kar se tiče zaključna beseda CEPE, ker sem pač danes govorimo o CEPI, sem že prej povedal, da se pripravlja blueprint za načrt enotnih izobraževanj na področju Evropske unije, ki je že tudi predstavljen, nekako osnutek je tudi predstavljen Evropski komisiji. Naslednji teden bomo ustanovili pri CEPI tudi odbor za fumigacije, se pravi za zaplinjevanje blaga z prostorov, in istočasno se v torek predvečer generalne skupščine sreča ekspertna skupina, ki bo nekako začela tudi z pripravo osnutkom enotnega programa fumigacije pod okriljem CEPA v Evropski uniji, ker tudi to področje, na tem področju danes velja kaos na področju Evropske unije. Dobro, gospod Zver. No, mogoče jaz bi za zaključek sam še enkrat povedala, da bi se zelo želeli, da se pristopi čim prej, ne prepozno k tem spremembam zakonodaje, ravno glede področja nadzora, tako kot je kolega Dobejc omenil, govorimo o pravilni rabi biocidov, se pravi v smislu varovanja okolja, javnega zdravja, skratka vse za tem namenom, da se uredi zakonodaja, nadzor, da se spremeni. Imamo mi nekaj dobrih predlogov, čakamo na CEPO, kot je kolega povedal, skratka tudi program izobraževanja, da se zaostri v tem smislu, to bi želeli. In komunikacija, zdaj ste dali spletno stran, ne? Komunikacija, da mogoče pričakujemo, da se nas povabi tudi posebej kot inštitucijo, ki je tu združena, recimo. Prav, gospod Apič. Hvala. Jaz bi si želel, da bi nekako stopili bolj blizu skupaj, da bi začeli bolj resno in strokovno upravljati vsak po svojih možnosti ta DDD, da bi tudi odpadke, zbiranje ostankov, odpadkov od pesticida, insekticida, ne samo člani sekcije, ampak tudi drugi izvajalci imali dokumente, kje so zbrani, komu so oddali, kje so uničeni. Mislim, da je to nujno, ker mi smo malo bolj problematiko po nas dali in nas boli, nismo, kot je rekel profesor, o okolju, a mi močno vplivamo na okolje. Hvala lepa. Dobro, hvala. Vsekakor so to nevarni odpadki. Ja, to je nevarni odpadki. Jaz bi pa tako povzel, glede na današnji dan, svetovni dan tega osveščanja in boja, na škodljivce moramo gledati kot na boj proti škodljivcem, kot na celostno obvladovanje, ker mora biti prednost vseh ukrepov pred uporabo biocidov. Tam, kjer pa je to pomembno, pa kjer je to smotrno, pa je uporaba biocidov preventivna, dosti cenejša in dosti boljša, kot pa potem gasiti za biocidi, ker jih moraš neprimerno več vnesti v neko okolje. Tako da to pravim, prvo, kar je osveščanje ljudi, preko mali, kot ste omenili, vsako vodo odliti iz posodice, to je osnova. Seveda, tam, kjer se pa to ne da doseči, je pa vse eno boljše preventivno, kot pa potem gasiti, ko pride že do nečesa. Pri deratizaciji je pa to tak preventivna deratizacija je daleč bolj uspešna, kot pa potem deratizacija v primeru pojava. Tako da apelirati na ljudi, da tudi to zadevno sami pristopijo k reševanju, obvladovanju škodljivcev. Še z naše institucije, v glavnem mi bomo skrbeli, da se bomo oglasili kot inštitucija za kontakti
ki res bi želela, da se povabi sekcijo, ki predstavlja zelo pomembne zavode, tudi privatne, deluje k raznim razpravam in dogodkom. Dobro, to je bil torej prvič svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih, dan DDD, na kratko. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaše komentarje in hvala za pozornost. Nasvidenje.